Absolutno hvala vsem, ki ste se odzvali na moj video o ljubezni do Boga in do bližnjega. Opozorili ste me med drugim, da sem ostal malo na pol poti in na nek način je to res. Par besed sem spregovoril o ljubezni do Boga, ne pa tudi o drugem delu zapovedi, to je o ljubezni do bližnjega in o tem par besed danes. Moj odnos do bližnjega je v osnovi test moje vere. Se pravi, moj odnos do bližnjega mi dejansko razodeva, koliko zares jaz sploh verujem v Boga. Če jaz verujem v Boga, potem je nujno in spontano, da me ta vera vodi v večjo ljubezen do bližnjega, in ko izkušam, kako je to lepo, je nujno, da me ta vodi nazaj v odnos do Boga in tako naprej. Se pravi, z roko v roki. Prva stvar, ki se mi zdi izredno pomembna in predvsem sestavni del zdrave pameti glede ljubezni do Boga in do bližnjega je tale. Ne more biti, da se jaz imam za vernega, da jaz preživljam čas v molitvi, da se jaz v svojem življenju obračam na Boga in pričakujem od njega pomoč, in hkrati, da v vsakdanjem življenju živim odnos do sočloveka, do bližnjih, ki je zaničevalen. To ne more biti. Zdrava pamet mi to pove. Ne more biti, da sem jaz hkrati veren in hkrati zaničevalen v svojem življenju. Ne more biti, da jaz ločujem moje duhovno življenje in moje vsakdanje življenje. Druga stvar, ki na nek način pogojuje ali pa me vodi v ljubeč odnos do svojega bližnjega, je Jezusovo razodevanje. Jezus gre v evangeliju v središče. In v središču je dejstvo, da smo vsi ljudje Božji otroci. Ne glede na to, kdo si, kaj veruješ, a veruješ sploh ali ne, si Božji otrok. In če smo vsi Božji otroci, kako čem jaz drugače ravnati s svojim bližnjim kot na ljubeč način? Jaz sem Božji otrok in si to želim, to pričakujem, zato molim. In tisti, ki je nasproti mene, je tudi Božji otrok in glih tukaj Božji otrok, kakor jaz. In torej mi ne preostane drugega, kot da sem z njim, z njo, pač ljubeč. Ker smo vsi na istem, vsi smo otroci Boga. In končno potem je še ena tretja stvar, in to je Jezusovo vstajenje. Jezus je v svojem telesu bil obujen od mrtvih in to njegovo vstajenje napoveduje tudi naše vstajenje. In če bomo mi vsi ljudje vstali od mrtvih, če bomo obujeni, potem imamo na nek način naravno, spontano dolžnost, da smo drug z drugim nežni, da smo uvidevni. Zaradi tega, ker smo vsi prejeli pečat Boga, ker smo ljudje, in ta pečat Boga nas naredi, da bomo nekoč v svojem telesu, vključno s svojim telesom, večno zaživeli, in tu nas pravzaprav pahne v našo dolžnost, da smo drug do drugega ljubeči, da spoštujemo, da se imamo radi, ljubi svojega bližnjega, kakor sam sebe.